vse, kar sem si zame ti, tvoj pečat v meni tli. Maja, ponavadi se srečamo na festivalih, koncertih in drugih dogodkih. Kako je bilo s temi dogodki in koncerti letos oziroma lansko leto pri tebi, glede na to, da velja kar nekaj omejitev, nenazadnje pa si tudi mamica postala? Ja, drži. V bistvu lansko leto sem še bila celotno leto na porodniškem dopustu, če lahko rečem temu dopust. Zaključila sem decembra in potem v mesecu januarju, februarju smo se že pripravljali na tale šov Zvezde pod masko, kjer sem pokazala, kaj sem vsega zmožna vokalno. Sem res ponosna na vse svoje nastope. Potem so sledile Melodije morja in sonca s Samuelom Lukasom, čudovita osebnost, in res sem vesela, da me je povabil v sodelovanje, da sem v bistvu končno uspela stati na enem od odrov velikih festivalov tu pri nas v Sloveniji. Potem sem bila tudi povabljena, da sem zapela ob državnem prazniku z Otom Pestnerjem, kar si štejem v veliko čast. In pa zdaj je končno napočil čas, da sem vam vsem predstavila svojo novo avtorsko pesem. Je nekako še bolj iskrena, bom rekla, še bolj izvira iz mojega srca, iz mojih čustev, in sem zelo vesela, da je končno ugledala luč sveta, in se veselim, kaj vse mi bo zdaj ta izdaja pesmi prinesla. Gremo najprej do teh zvezd pod maskami. Kako je sploh bilo, mislim, pravijo precej naporno, da ste nastopajoči videli skoraj nič? Ja, je kar ta, ki ima klavstrofobijo, ne vem, kako bi se znašel v tej maski, ker je dejansko maska čist ob obrazu, ob ustih, očeh, in res vidiš ne, kot si omenil, nič. Je pa zelo zanimiva izkušnja, v bistvu se preleviš v neko vlogo, ljudje ne vedo, kdo si, in je res zelo zanimivo. Meni so res dali eno tako zanimivo masko, da sem Nuna. V bistvu imela sem skozi v sebi občutek, kot iz filma Nune plešejo, ta Whoopi Goldberg, in sem nekako to energijo in ta vibe oddajala. In najbolj všeč mi je bilo pa, da sem se pokazala še v italijanskem jeziku, v nemškem, angleškem in v slovenskem. Baje se z glasbeniki niste nič srečevali, tudi zaradi omejitev, in tudi žirantja, ne? To je bil tudi za njih velik zalogaj. Ja, morali smo se v bistvu, ko smo bili, ker smo snemali na Madžarskem, v Budimpešti, smo morali se skrivati. V hotelu so nas skrivali, da nas kateri od žirantov niso nekje srečali. Tako da smo bili pa nekje 4 ali 5 glasbenikov, umetnikov, ki smo bili del šova. Smo se skupaj pripeljali na Madžarsko in tudi odpeljali skupaj, tako da smo s tistimi se nekako družili, ostale pa resnično nismo imeli možnosti srečati, edino smo se spremljali na televizijskih ekranih. Če se ne motim, pred leti si bila v Talenčavo v tujini, sedaj Zvezde pod masko, te še kak šov mika? Dobro vprašanje. V bistvu za mano je 10 talent šovov, ta zadnji, kot si omenil, v Nemčiji, na The Voice of Germany, kjer sem bila uspešna, sem prišla med top 36, kar si tudi štejem v veliko čast, da sem tudi bila, v bistvu se družila s temi svetovno znanimi zvezdami in bila velik del produkcije, nemške produkcije. Kakšen šov? Nikoli ne reci nikoli, ampak trenutno bom usmerila vso svojo energijo v avtorsko glasbo. Gremo naprej do Melodij morja in sonca, kot si jih že prej omenila. Tudi to zanimiva izkušnja, tokrat v duetu. Ja, vedno sem si želela biti del kakšnega takega festivala pri nas v Sloveniji. Pošiljala sem svoje izdelke, ampak vedno neuspešno. Ampak ja, bomo videli, kaj še bo čas prinesel. Da me je pa Samuel povabil, sem pa res zelo vesela, ker ga res cenim in ima fenomenalen vokal, in mislim, da na 2 vokala res super pašeta skupaj. In tudi za to pesmijo Kdo smo, sva želela zelo močno sporočilo, sva tudi želela to med ljudi razširiti. In mislim, da smo kar fajno kampanjo naredili, nastop je bil v redu, pustimo, kaj je bilo z zvokom, ampak stati na takem velikem odru je res kar velika odgovornost, da tudi svojo pesem lahko pravilno predstaviš. Omenila si svojo pesem, ki je tudi doživela luč sveta, oziroma kako je z njo? Ja, Voda sem, ti si dlan je pesem, v bistvu tekst je napisala moja dobra prijateljica in piarovka Kali Kolonič, drugače pa sem v bistvu celotno pesem naredila z švedsko ekipo, katera v bistvu smo se povezali preko enega znanca. Melodija je že bila narejena, potem še koncept celotne pesmi, vse skupaj je tudi v angleščini verzija na spletu, in sem rekla, jaz sem pač v Sloveniji in res moram delati čim več v slovenskem jeziku, da se
se ta moja glasba v slovenščini dotika vseh ljudi v Sloveniji. Vedno sem bila nekakih mešanih občutkov, ne, v angleščini moram delati, pa v angleščini je bolje, ampak zdaj dejansko ugotavljam, da je res boljše in tudi sem bolj pristna in sem bolj iskrena, ko pojem v slovenščini. Sem sama mogla priti do tega spoznanja in sem vesela, da sem, tako da pesem je tudi, ima svoj video spot. Snemali smo v bistvu tukaj v Ljubljani en del, potem so posnetki iz celotnega sveta in pa ta naša morska deklica Karin je tudi en del pomembne vloge v videospotu. Tako da ja, pesem je pa res zgleda na prvi moment, kot da je ljubezenska, je pa v bistvu, da beseda nemogoče ne obstaja. Vedno se najde pot, da dva prideta skupaj, da se pride do cilja in to je tudi v bistvu na nek način moje sporočilo in moje življenjsko vodilo, da tamle je cilj in samo delati je treba, da se pride do njega in slediti svojemu srcu. In tem boš tudi še naprej sledila. Tako je, tako je. V rokah imaš tudi nekaj plošček oziroma albumček. Ja, to je v bistvu moj prvi album v sodelovanju z bandom Moonshine iz Srbije. Smo ga izdali leta 2019. Tule še tudi recimo en delček mene in pa tekstov. Več kot polovico pesmi je v slovenščini, nekaj v angleščini. Je tako zelo rockersko obarvan, ker sem jaz vedno pripravljena za različna sodelovanja in rada grem tudi včasih izven svojih okvirjev. In zato smo tudi tale album bolj rockersko naredili. Zdaj z bandom smo nekako šli vsak svojo pot, so se nekako želje razšle in zato sem tudi zdaj s to novo pesmijo Voda sem ti si dlan na nek način sveža, energična, rdeče lasa, nova Maja s polno energije, polno elana in ognja. Tudi mislim, da je velik del krivo to, da sem mamica in da me moja Arven vedno znova nekako mi daje še več energije, da lahko delam to, kar znam najbolje. In kakšno je življenje biti mamica? Ja, priznam, da je kar precej naporno, zdaj je končno, da je šla Arven v vrtec, da se druži s svojimi vrstniki. Je pa res vloga 24 ur, nimaš prostega časa takrat, ko si ga ti zaželiš, ampak takrat, ko ti ona da možnost. Ampak to je pa nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju, biti mama. Torej, ni dvakrat za reči, da ne bi Arven dobila še bratca ali sestrico? Ne vem trenutno, pustimo se presenetiti, ampak vedno sem si želela več otrok kot enega. Bomo videli, kaj bo čas prinesel. Torej si nam že malce med vrsticami odgovorila. Zanima me še pred kratkim oziroma nekaj časa nazaj, si dejala, da je še na tvoji koži kar nekaj prostora za tatuje, kako pa je s tem? Ja, drži, sej se vidi, v bistvu tetovaže so moj nakit in še je veliko prostora tudi za kakšen Arvenin tatu, tako da zdaj nekako ni bilo niti časa, niti denarja za nove tetovaže, ampak verjamem, da se bo še našlo in si želim še nekaj novega dati na svojo kožo. Predno se posloviva, me še zanima, oziroma ko si vedno polna idej, inspiracij in lepih besed, imaš kakšno sporočilo za naše gledalce, predno se posloviva? V bistvu sem bi rada sporočila, bodite zvesti sami sebi, sledite svoje srce, veliko se smejte, bodite srečni in enostavno uživajte življenje.